V Nepalu je strmoglavilo bangladeško letalo, ki je prevažalo 67 potnikov in 4 člane posadke. 17 oseb so rešili takoj z gorečega letala, v dopoldanskih urah so še ugotavljali, ali je kdo od preostalih 50 potnikov preživel strmoglavljanje. Reševalne ekipe so na terenu spravljale hudo opečena in zgorela trupla ter jih pokrivala z belimi rjuhami, medtem ko so ljudje iz daljave snemali goščen dim, ki se je vil nad prizoriščem nesreče, in te posnetke objavljali na družabnih omrežjih. Letalo je letelo iz prestolnice Bangladeša Dhaka, njegov operater je družba US Bangla Airlines. Gorski Nepal je znan po letalskih nesrečah, sploh manjša letala pogosto naletijo na težave po hribovitem predelu. Sirijska vojska prodira vse globlje v vzhodno Guto, pred letalskimi napadi pa se po kleteh skriva vsaj 400.000 civilistov iz enklave. Pod podirajočimi stropovi kleti si nekatere družine urejajo zasilne prostore. Poudarjajo, da nimajo niti kopalnic, vode le eno stranišče na približno 300 ljudi. Imajo tudi hudo pomanjkanje hrane in zdravil, kar vodi k podhranjenosti in bolezni. Težko zdravijo tiste, ki so bili v bombnih napadih poškodovani. Sirski predsednik Bašar al-Asad s podporo ruskih zaveznikov trdi, da je tokratni napad v vzhodni Guti potreben, da bi se končala vladavina islamskih upornikov nad tamkajšnjimi civilisti in da bi lahko ustavili letalske napade na bližnjem Damasku. Toda intenzivnost ofenzive, v kateri je v 3 dneh bilo ubitih 1160 ljudi, je povzročila obsodbo iz zahodnih držav in pritožbe agencij Združenih narodov zaradi humanitarnega zastoja. Ljudje komajda še zapuščajo zavetišča, predvsem zaradi iskanja hrane. Venezuelska begunska kriza v Braziliji se vse bolj zaostruje. Ocenjuje se, da vsak dan prečka mejo 600 do 800 beguncev. Brazilija je že objavila izredno stanje. Tako je na primer v Boa Visti, prestolnici brazilskega najsevernejšega dela države Roraima, približno 40.000 venezuelcev. To predstavlja več kot 10% mestnega prebivalstva. Izseljevanje iz Venezuele je povzročila akutna gospodarska kriza v tej državi. Okoli 1000 venezuelcev tudi po več mesecev kampira po parkih, večinoma so odvisni od humanitarne pomoči lokalnih prebivalcev in brazilske vlade. Čakajo, da dobijo delovna dovoljenja. Dolge vrste pred uradi so vsakodneven prizor, ljudje namreč vse dlje čakajo, saj uradniki ne zmorejo dela zaradi tolikšnega povpraševanja.